Dame in gospodje, dobrodošli v živo iz Parade ponosa v Ljubljani, ki se pravkar dogaja odzadi mene z znamenitimi govori raznih aktivistov, podžupanov in podpornikov gejev in lezbik. In prav je, da je tudi Gardnerjev bordel zraven, kajti tudi mi podpiramo lezbike, geje, transženske in podobno. In seveda zagovarjamo enakost spolov, kar pomeni, da si tudi geji in lezbike zaslužijo svoje pravice. In zato je Gardnerjev bordel danes tudi tu, da bomo mičkeno v živo pokazali, kaj se je tu dogajalo in mogoče je kak škandal, pa da mogoče našega kamermana končno spreobrnemo, da pokaže svoj pravi jaz in da dobi urit perje. Pridemo nazaj, zdaj pa prijatelj lepo posnami nekaj dobrih kadrov za naše gledalce med najbolj pogumnimi, najbolj odštekanimi udeleženci Parade ponosa. Na Paradi ponosa jaz srečam eno in edino Oriano Giroto. Ja, živijo. Kaj delaš na Paradi ponosa, Oriana? Eno sem prišla pogledat, kot lansko leto. Se mi zdi zelo lepo, da Ljubljana zna tako lepo sprejeti v bistvu to parado. No. Pa si opazila, da je v bistvu to ena taka energija, ki se mi zdi, da jo pogrešam na ostalih prireditvah, je tukaj prisotna danes. Imam rob občutek ali ne? Da so vsi dobre volje, da so vsi cool. Vsi so dobre volje in vsi so enotni, ne? Ker so ljudje, ki verjamejo v skupno zadevo in to je fino, ne? In imajo upanje za prihodnost, to je fajn. Zakaj misliš, da je Parada ponosa po tvoje, kako se ti dve ljubčka, da lepo vidiš? Ja. In moj kamerman snima najedva, ne? Mislim, si bolan, kaj? Hočem reči, zakaj misliš, da je Parada ponosa potrebna, oziroma če misliš, da je to vse malo preveč maškerada in da ni treba na tak način izražati to borbo za enakost, a misliš, da je, povej? Jaz mislim, da ni več taka maškerada, kot je bila. In mislim, da vsekakor ženske so tudi izražale z maskeradami, ne, svoj feminizem, dokler mi ni uspel. Tako da, dobrodošlo, ne. Bo šla se s kako lezbiko poljubiti za Gardnerjev bordel? Ne. Ne, si na Paradi ponosa. Ja, pa prav jaz podpiram, a veš, Podpiraš, mislim, aha. ja, podpiram absolutno ne, ampak Ja? to, kar si, To, kar podpiram, si. kar si, jaz pa nisem. Škoda, povej mi, imaš kakega prijatelja geja ali pa lezbiko? Ful, veliko. In kako se počutijo, recimo zdaj leta 2017 v Sloveniji, se počutijo fajn ali misliš, da V Sloveniji smo se še daleč? počutijo tako, v Ljubljani se počutijo pa fajn. No. Izven Ljubljane je pa stranje, ali kaj? Izven Ljubljane pa stranje, ja. Nič, to je bila Oriana Giroto, ki smo jo seveda, kje pa druge, ujeli na Paradi ponosa. Oriana, zadnji poziv, lahko obrneš malo kamero, ti dve, ko se poljubljata. Greš zraven, pa se poljubimo vsi. Ne, pa kaj, če smo free. Ja, Sex, love and kisses je današnji moto. Oziroma freedom, not feardom. Evo, nič, Oriana, imaš kaj sporočilo za naše gledalce, ki ne marajo gejev in lezbik? Ja, mislim, to, da se niste rodili geji ali pa lezbike, ne, to je samo sreča, tako vi pravite. Ne. Kaj pa, če ne bi bili tako srečni, tako vi pravite, kaj bi bilo pa potem? No, tako da, ne, mislim. Hvala lepa, lepo je povedala, pridemo nazaj. Ostavil sem se pri eni simpatični punci, ki je ime kako? Maruša? Maruša, kaj delaš na Paradi ponosa, mi povej? Ja, gej sem. In? Kak je biti gej v Sloveniji leta 2017? Mater. Ne vem, navaden. Ne kažem glih prav neki, ne izpostavljam se razen danes. Razen danes? Ja. Daj mi povej, zakaj je po tvoje še vedno potrebna Parada ponosa? Ja, zato, ker veliko je homofobije na tem svetu in v Sloveniji je še vedno zelo veliko in ljudje pač ne zastopijo, da nam je težko, ker nas noben v bistvu še ne sprejema dovolj. No? Kaj pa starši tvoji, vejo, da si lezbika? Ja. Kaj pravijo? Ne mi lagati zdaj, povej res. Ne, ja, vejo, ona je moja punca. Poznam njeno punco, pizdo materno. Ti si njena punca, kaj pa tebi ime? Julija. Julija? Ja. Kaj so te poročile, zdaj pred kamero? Malo. Ja. No, kak je to? Kaj so rekli starši doma? Kaj so rekli? Ja. Kaj so rekli? Ja, jaz sem ji že prej povedala moji mami, očetu nisem, smo ločeni, tako da ni problemov. Ja, Ja, nič.
V redu, navaden. Njena je bila vesela bolj. A res? Ja, vesela je bila zame. Tega Na si si fajno srečo. punco našla, Ja, ta. zelo veliko srečo imam pri tem. Ja, pri nam tudi je kar dosti sprejemljivo. Kaj pa veste, sta tudi gresta v javnost skupaj kot par, ali to si še niste odločili, ali samo danes? Ja, na Facebooku še nisva. Ja, vidiš, če nisi na Facebooku, nisi, ne? Ja, v Ljubljani drživa za roke se. A to se vidi. Pa kaj pa ljudje, kaj pravijo, kaj so kaj nesramni, kaj rečejo Nič niso se pritoževali, se mi zdi, da je v Sloveniji še kar dosti, da se ne obremenijo, mislim, da ne pridejo do tebe, pa ti Včasih težijo. malo gledajo. Ja, na Jesenicah je malo težji, no. A Jesenica? Ja, Tam jaz pa sem. pizdarja, ne? Ja, Tam klej pa je sem je malo. Ljubljane. Mislim, pa se porazgubi. Boste pokazali, kako se imate rade za kamero? Ja. No, dajte pokazati, no. Kako lepo. Jej. Punci, hvala lepa, ko naslednjič prijemo do vas, boste že poročeni, ne? Ja, upam. Le, jaz sem za. Jaz Okej, tudi. okej. Ajde, čau, hvala. Hvala, čau. Našli smo eno simpatično punco na Paradi ponosa, ki bo povedala, kdo je in kaj tu počne. Jaz sem Loti, prihajam z Jesenic in tukaj sem prvič. Sem že večkrat rekla, da bom tukaj in tukaj pač, ker paradiram, zato ker pač si želim enakopravnost in pač sprejemanje za vse ljudi, ne glede na to, kakšna seksualnost imajo, kakšna rasa so, tako da... Zanimivo, da si danes že na 6. punca z Jesenic. Kaj to pomeni? Res? Ja, da so Jesenice glavni za to sceno, zdaj kaj? Ne bi vedela, no, jaz na Jesenicah nisem neki, kako bi rekla, hodim veliko ven, tako da nisem še doživela, da bi bilo zelo veliko takih ljudi na Jesenicah. Ja, ker pridejo pol sem Ampak v ja, Ljubljano, pol pridejo v Ljubljano, ja. Daj mi povej, Loti, ti si lezbika, nisi lezbika, kje Ne, smo? bi sem. Bi si? Ja. No, to ne boš, veš? Ja. Jaz sem se skozi sekiral, da nisem bi, ker je izbira je neomejena, kaj ne rečem, Res ne? je, ja. In koliko ugotoviš, recimo, da si ti všeč ženske in moški, da si to ugotovila? Jaz se to mislim, nekako sem vedela že skozi, ampak se nikoli nisem poglabljala v to. V bistvu meni to nikoli ni predstavljalo neke težave, pač enkrat sem rekla, aha, ok, sem bi in pač nisem delala ne vem kakšne scene, dobro je, ker imam pač starše, ki me sprejemajo, tako da v bistvu nikoli ni bilo kakšne take, da bi res, ne vem, doživela kaj tazga negativnega proti moji seksualnosti, tako da... Daj mi povej, ta styling Parade ponosa, ne? Zakaj je Ja. tako odštekan vedno? V čem je fora? Ker to nekateri obsojajo, da je to maškerada, cirkus, zakaj morate recimo se iti ta styling? To bi došlo, kaj je poanta tega? To razloži skozi vejo. Jaz mislim, da je to predvsem zato, da so ljudje lahko to, kar so in da se lahko pokažejo taki, ki hočejo biti in taki, ki bi v bistvu radi bili vsak dan, ampak jim to pač ni omogočeno. Tako da Parada ponosa je nekje, ker si lahko pač tak, kot si. In zato je pač pride tudi do takih odštekanih stylingov, ker pač ljudje imajo vsak svoj okus in se pol tudi tako oblečejo pa to. Loti, hvala ti lepa, imaš kakšno sporočilo za gledalce naše oddaje? Nikoli se ne sramujte tistega, kar ste. Tako bom rekla. S tem bi volitve Lepo. dobila, to veš? A res? Ja, Loti, hvala ti. Ni za kaj. Ja, to, gremo naprej iskače take fajne sogovornike, kot je Loti. Ja, ujeli smo tudi prijatelje z Hrvaške in najprej me zanima ta tvoj styling, ne? Kot ti to Alan hranitelj, ti to uredijo, ko? Kao, zanima vas moj styling. Styling, da, kot je to... Svijet hlače. Od koga imaš, no, kot je to Ovo sam uredio? ja sve radio sam, da. Cilj je kao bit bilo šta, mislim ne znam, ne neke posebne svrhe zapravo. Jer smatram da zapravo nema razlike između konvencionalnog oblačenja i nekonvencionalnog oblačenja, a Pride upravo je ta svrha da zapravo pokaže da je normalnost jedna totalno glupa i trivialna stvar koja služi isključivo za cenzuru drugih ljudi i koja služi da bi drugim ljudima onemogućila da budu ono što jesu. Mislim da je Pride kao jedna politička prije svega manifestacija iznimno bitan faktor zapravo u osvještavanju nekih društvenih faktora da bi se ljudi naprosto oslobodili, da bi mogli biti ono što zaista jesu.
Viš, on nije samo lud, on je i pametan. Kaži mi sad, kako ti je ime, to ti nisam pitao. Marko Mišković. Marko Mišković. Da. Kakva je razlika između parade u Sloveniji i recimo na hrvatskom? Pa ne znam, mislim, ovo mi je prvi put da sudjelujem na Prideu u Ljubljani. Mislim, tu sam volonter zapravo za Ljubljana Pride, tako da nemam kao sad neko višegodišnje iskustvo da mogu usporediti. Ne znam, vi imate kamione, mi nemamo kamione u Zagrebu. Ali mislim da i jedna i druga manifestacija su iznimno politične i mislim da je to zapravo ključna sličnost, a ne zapravo razlika. Razlike su kao nekakve sitnice koje zapravo nisu ni bitne. Ono što je bitno je upravo ta beskompromisna političnost koja još uvijek postoji u nekim zemljama Europe. I mislim da to... Znaš što misliš da je parada još uvijek potrebna u 2017. godini? Pa iz cijelog, mislim, niza razloga. Prvi razlog je onaj čisto banalni razlog, zato što imamo pravo na to. Točka, kao nema dalje, a svi ostali razlozi zapravo su cijeli niz diskriminacija koje LGBTIQ plus populacija doživljava. Dakle, bez obzira što možda imamo onako pravo na brak, to pravo na brak se odnosi uglavnom na gej ili lezbijske parove, uglavnom nekakve monogamne parove, ali što je na primjer sa trans osobama, što je na primjer sa interspolnim osobama koje ovaj festival upravo u ovom trenutku tematizira, odnosno tematizirao je kroz cijeli tjedan događanja koji se bavio od filma do nekakvih predavanja ili nekakvih konferencija koje su se održavale upravo na tu temu, gdje je iznimno velik problem da djeca koja su rođena kao interspolna, na njima se rade iznimno invazivne operacije kako bi se ona unormalila. Dakle, njima se nužno oduzima dio njihovog ljudskog osobnog integriteta da bi se uklopila u nešto što oni nisu. I to je cijeli niz problema koji dalje postoji u društvu, koje mnogi zapravo ljudi nisu ni svjesni da je uopće problem. Kaži mi, to je sad biti gej u Hrvatskoj. Dobro. To je još uvijek tabu ili je okej? Pa mislim, s vremenom se stvari naravno mijenjaju, s vremenom su ljudi više senzibilni za takve stvari, ali i dalje je problem, i dalje su to nekakve svakodnevne situacije sa kojima se suočavate, gdje će vam ljudi, ne znam, može doviknuti nešto na ulici. Ok, to se neće dogoditi svaki dan, ali će se dogoditi jedanput u neko vrijeme, ovisi kakvi ste. Ako ste obučeni ovako, ljudi će vam često dovikivati, čak i u Sloveniji je jedan upravo tip, ne znam, dovikivao nešto ljudima koji su naprosto bili autentični oni. Tako da, nije lagano i dalje, iako postoji nekakva zakonska zaštita ili bla bla, i dalje postoji nekakve društvene predrasude prema svima nama koji smo dio LGBTIQ populacije. A ko je taj momak tu, tvoj prijatelj, što to je to? Ovo su... Budući momak, što predstavlja? Može se ovo, mislim, ne znam što predstavlja. Frano, da. Frano, što ti radiš ovdje, kaži? Došli smo tu iz Zagreba podržati Slovensku paradu ponosa ove godine. Da. Mi smo prošlu subotu imali svoju paradu ponosa, tematika je bila, znači, slobodan život počinje ponosom i sada smo ponosni došli tu u Ljubljanu da podržimo paradu ponosa 2017. Da li si kakve zgodne slovenačke momke vidio ili su Hrvati boli? Što, to je momak, što? Da. Pusti čovjeka da radi što želi, pusti, pa nema problema. Sve što se dogodi u Sloveniji ostaje u Sloveniji. Ima ih, naravno da ih ima, da. Jako lijepo organizirano, super je atmosfera i zadovoljni smo što smo došli iz Zagreba, da. Super. Kaži mi još nešto, kak se će stoba na hrvatskom? Faithful, ne znam riječ. Ako su ljudi vjerni drugima, a u tim gej krugovima mnogi govore da je nemoguće da je gej vjeran drugom geju. Da li je to istina ili ne? Kaži mi to. Mislim da to nije istina, to je stereotip koji vlada. To je isto kao u heterosvijetu, postoji vjerni ljudi. Kad sam ja pomenuo jednog mog A mislite da me neka cura ne bi udarila, da ste to isto spomenuli? Pa vjerojatno bi, tako da mislim da je to ista stvar. Znači, iste je zakonitosti vladaju u gej svijetu, u heterosvijetu. Ljudi su ljudi, jel tako?
čujem, mi smo našli človeka, katerega priimka ne znam nikoli pravilno izgovoriti. Vem, da je ime Vuk, pa da ni Karadžić, ampak je Ćosić. Yep. Okay. Vuk, ti si, rečem, da si umetnik, ne? Kako te ne imenujem? Ja, digitalni umetnik, strateg, mal, kaj tazga, ja. Kako si zadovoljen z letošnjo parado ponosa, oziroma kaj manjka po tvoje? Meni je fajn, malo mi manjka hetero folka, ki bi zadevo podprl, tako kot jaz. Jaz verjamem v horizontalno družbeno solidarnost, kjer ljudje, ki imajo en boj za popraviti svet, razumejo in podprejo tiste, ki imajo nek drug boj. In če smo se v stanju zmeniti okrog teh temeljnih vrednot, bomo potem zrihtali ta svet okrog sebe, to je ideja. Drugače pa, ko gledam letošnjo parado, se mi zdi manj ekscesna v smislu perja, mask, make-upa. Ja, škoda. Zakaj ni, da se je to umirilo zdaj? Škoda, Ker je to ne vem. kritika sicer po eni strani. Ampak je nekaj zelo luštnih fantov, medvedov, debelejših. Medvedov, aha. Ja, ki so si lepo na bradice dali, evo vidim jih par zdaj, ki so si na bradice dali te zlate šljokice in to je zelo simpatično. Pa bejbe so pa se potuhnale, vidim, ne? Ja, morda ni toliko flamboyantnih kostumov in mi je malo žal, ampak bo, jaz imam zaupanje. To je treba pustiti, da zadeve dozorijo. Naslednje leto je Pride polnoleten, morda je to zdaj eno taktično umirjanje, ena strateška skromnost, zato da bo naslednje leto kontrast izrazitejši. Daj mi to še povej, dokdaj misliš, da bo ta parada ponosa potrebna? Ja, enkrat smo se pogovarjali leta nazaj, kako bo izgledala ta tematika čez, ne vem, v idealni prihodnosti čez 20 let. Najbolj idealno bi bilo, če tega pogovora sploh ne bi bilo. Če bi govorili o nečem tako ekstremno normalnem, torej o vseh pravnih regulativah in o ostalih aspektih tega kodificiranega življenja urejenih in tudi o dejanski sprejetosti v družbi sami. Dokler tega ni, se bo, jaz mislim, da nujno dobivati tako vsak let enkrat, ampak tudi v tistem vmesnem času, v njih preostalih nekaj dni, aktivno ukvarjati, koliko se le da, eni več, eni manj, da bi umaknili še to neenakost, ki je globoko nepravična. Hvala lepa, to je bil Vuk Ćosić. In bil si dober, kaj ne rečemo? Mi mladi, bil si dober, ne? Tu sem, da bi pomagal. One city like today keeps the fascist away. Bravo. Ok, ti mi pa telefon meni žepa, da se slikam z njim, da je bil res tu, da v Mekovečki. It was me. Pridemo nazaj. Evo. Da smo pa mi ujeli gospod Natašo Koselj in tole sem prebral, Koselj? Posel, pozdravite Koseljevo. Prebral sem tole, podpišite peticijo za geje v Čečeniji in sem si mislil, kaj za vraga je to in zakaj za vraga geji v Čečeniji rabijo peticijo posebno, dajte malo razložiti, ker to mi je pa totalno neznano področje. No, v Čečeniji so po navedbah več kot 100 moških ugrabili, jih mučili in za nekatere sumimo ali vemo, da so jih celo ubili. In s to peticijo zahtevamo, da te ugrabitve in mučenja preiščejo, da se te prakse več ne ponavljajo in da izpustijo vse, ki jih imajo pri tem nelegalnem priporu. S peticijo naslavljamo ruske oblasti, po svetu si je Amnesty izbral teh peticij že preko 5,5 milijona, v Sloveniji preko 1000, ki jih naslavljamo torej na ruske oblasti. Prav tako smo pa že slovenske oblasti pozvali in pozivamo torej Amnesty kot mednarodno gibanje, tudi ostale države, da tiste geje, torej, ki bežijo v strahu za svoje življenje in strahu za svojo varnost, ki bežijo iz Čečenije, da jim države nudijo zaščito, torej da jim ponudijo azil. Dajte mi povedati, pa je samo v Čečeniji to tako grozno zdaj, ko razlagate, ali še v kakšni drugi državi, pa recimo, da ne vemo tega? Ravno tudi parade ponosa so pomembne zato, kajti v številnih državah, tudi po EU-ju in po svetu, geji, lezbike, transseksualne osebe in drugi so še vedno na udaru, so diskriminirani in v številnih primerih je tudi njihova varnost ogrožena, imajo težave in v službah in torej tudi pri sami fizični varnosti, tako da tudi taki dogodki so potrebni in predvsem pa je potrebna zakonodaja, ki jim omogoča enakopravno vključevanje v družbo in zaščita, kadar se kakšni primeri nasilja zgodijo ali diskriminacije, da je to preiskano in kaznovano, da se diskriminacija končno preneha. Kak je pa recimo s tem v Sloveniji? Imate mogoče kakšne podatke, koliko je v Sloveniji dejansko, ne vem, pretepenih gejev
pretepenih lezbik ali kakih takih ekstremnih primerov, ali se to zadnja leta bolj kot ne umirilo, ali se smotim? Zdaj jaz žal teh podatkov zdaj nimam pri sebi, ne? Sem pa prepričana, da tukaj najdete tudi ljudi, ki poznajo bolj podrobno. Se stvari izboljšujejo, ampak žal pa konkretne statistike pa nimam. Hvala lepa in upam, da se ta zadeva za peticijo gejev v Čečiliji razreši. In ko sem prišel sem rekel, čakaj, kva imajo to? Evo, zdaj mi je jasno, da gre za zelo resno zadevo in upam, da bomo tudi Slovenci pripomogli k temu, da najdejo te geje in da bo prišli na varno, ne? Tudi mi pozivamo vse, da tudi na naši spletni strani podpišete peticijo. Kot rečeno, predajamo jo, zbiramo jo po celem svetu in pozivamo tako ruske kot slovenske oblasti, da osebe zaščitijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Našli smo eno zelo simpatično punco, ki ima tablo, kaj imaš to, Be and Proud, bravo, in oblečena si, da se malo okolo obrn to, kaj imaš to, zastavo? Ja, zastavo sem kupila. Na Metelkovi sem jo kupila. A res? Ti si to, kdo si ti? Jaz sem Ana, stara sem 15 let. 15 let? Pa vejo doma našla, da veš, da sem. Ja. In, kaj pravijo? Mislim, zdaj ne bo izvedel, no, pa ko bo to na televiziji. Ja, ne vem, upam, da bo sprejel. Daj mi povej, Ana, delaš pa tukaj konkretno kaj? Zakaj si prišla sem? Sam prišla sem, zato ker sem pred kratkim tudi vam prišla, pač iz Omare. In sem hotela priti podpirati tudi vse moje prijatelje, ki so, sam jih danes trenutno ni tukaj. In prijatelje, ki sem jih danes tle spoznala. In sem pa pač prišla podpirati in tudi pokazati, da sem tudi jaz bi in pač ja, zato sem prišla podpirati. Povej mi, Ana si rekla, ne? Ja. Povej mi še to, koliko imaš od znank, prijatelj, sošolk, podobnih kot si ti, recimo lezbik ali biseksualka ali karkoli, ali to pogosto, mislim, pri vas, pri mladih generaciji? Moj bivši sošolc, ki sem zdaj 9. razred končala, je tudi bi, drugače pa v šoli ne da bi jaz vedela, imam pa enega prijatelja, ki je transspolnik, pa sem ga vprašala, če je prišel, pa ni imel časa, da bi prišel, ja. Zakaj misliš, da je parada ponosa še vedno potrebna? Ker v velikih državah, med drugim tudi v Sloveniji, se ne podpira teh LGBTQ+ ljudi in mislim, da je to res potrebno, da se nas spoštuje, kakršne smo in ni važno, koga imamo radi in ja. Ana, jaz ti želim vse naj in da si, kar si in da se imaš fajn s tem, kar si. Bom. Hvala. Hvala lepa. Enako. Hvala. V bistvu srečali tu dva, ki ste oblečena v narodno nošo, bi lahko rekel, ne? Torej, narodno zabavna parada ponosa. Tako je, ja. In odkje je ta ideja? No, ena stvar je, da sem jaz pravzaprav iz Avstrije. Aha. Moj partner pa je Slovenc. In Irhavci so to, kar naj povežejo. Ja. In to mi povejta, parada ponosa 2017, misliš, da je še vedno tako potrebna, ker je bila nekoč, se je ipak malo spremenilo ali smo še vedno na istem? No, vprašanje je, poznate kakšno slovensko slavno osebnost, ki s svojim istospolnim partnerjem hodi po cestah Ljubljane? Pizda, veš, da ne. Mogoče pa ni noben. Tudi ne. Mogoče pa ni noben gej, ne vem. Močno dvomim, da nikogar ni, ne? Prav, ja. In tudi, če pogledate v Avstrijo, je avstrijski kancler imel mavrično zastavo na svojem sedežu cel teden in je tudi imel politični govor na Dunajski paradi, ki poteka danes. In jaz slovenskega predsednika vlade nikjer nisem videl. Tudi predsednika države, ni čeprav pride vse posod, ne? Točno to. Točno to. Zakaj misliš, da ga ni? Ja, če bi to vedel. Gospod Pahor, če nas gledate, zakaj vas ni na največji žurki letošnjega leta? Ja. Sem dobro rekel? Ja. No, vidiš. Zdaj pa greš k temu tvojemu prijatelju. Čakaj, grem, ja. Ti si torej iz Slovenije, ne pa z Avstrije, ne? Ja. Torej si mogel kaj to v Avstriji, da si najdel fanta. V Sloveniji ni bilo nič pametnega. Ne, je on prišel sem. Ja. On je prišel sem. Živim že nekaj časa v Sloveniji. Ker pač mislim si Avstrijec po rodu. Ja. Si govoriš ful lepo slovensko. Hvala lepa. Ja,
Povej mi, biti gej v Sloveniji, pa tako imenovan, da greš ven, ne, da se pokažeš, je to še vedno tako zajeban ali ne? Odvisno od situacije. Če imaš družino, ki te podpira, če imaš službo, v kateri vejo, če se ti ne treba bati za plačo, za socialno stanje, če nisi na drug način deprivilegiran, potem ni problem. Če pa imaš druge težave, tisti, ki so mladi, tisti, ki se bojijo za svojo službo, tisti, ki imajo mogoče drugo spolno identiteto, je pa to veliko težje. In zato se mi tudi zdi, da je prav, da mi, ki smo v boljšem položaju, ki smo v Ljubljani, da to delamo tudi za tistih, ki to ne morejo. To je prav naša dolžnost pravzaprav. Kaj misliš, da še manjka gejem v Sloveniji, da bi bili res, res srečni? Malo poguma, pa še veliko zakonodaje in pomoči strani institucij in političnih akterjev. Kaj pa ljudje, navadni ljudje z ulice, ko vidijo recimo gejevski par? Dobro, da sta tako oblečena, verjetno imajo ful radi, ker je naravno zabavna scena zdaj ful popularna, ampak recimo, da nista tako oblečena, pa da se držite z roke, da se poljubita, recimo. Kaj ljudje, kak odziv je? Ja, večinoma so dobri odzivi. In tudi včasih v kakšni trgovini se mi zdi, da naj še lepše obravnavajo. Ampak ja, slišiš pa tudi kakšne grde stvari. Ja, sicer nasilja midva nisva doživela, ampak sva pa slišala zelo grozljive stvari. Ja. Zadnji stavek, nekdanji Avstrijec, zdaj že v bistvu skoraj Slovenec, za gledalce naše je kaj? Kako? Pravim, tvoj zadnji stavek za naše gledalce je kaj? Po čem se te bojo zapomnili še za 10 let? Bodite pogumni in upajte si iti na cesto. Tudi ko ste gej par. S tem lahko kandidiraš na volitvah za predsednika Slovenije? No, rabim še državljanstvo, ne? Ne mu dajeti ideje. Ja. Hvala lepa! Torej, dame in gospodje, jaz sem pa zdaj našel, mislim, da najlepšega, to bo sama povedal, ne se odloči, osebo današnjega večera. Mislim, da to je pa Amerika. To je pa le. Danes najlepša, sicer pa tudi najlepši, da. Tole v bistvu je styling tvoj osebni ali si kupil to kje? To je, danes sem dama, Ljubica me veseli. Ljubica, okej. To je, da ne naredim še malo reklame, to je H&M styling. Pa kaj si ti manj? Mislim, da je ti rekel zdaj. Od pet do glave H&M, dejansko tudi lasulja. Tako da ja, skombiniral sem pa sama, kakorkoli. Okej, Ljubica. Ali pa Ljubček. Parada ponosa leta 2017. Mislim, da to ne bo več potrebno hmal, ne? Pa vidim, da je še vedno, ali se motim? Na koncu v bistvu to je iz nekega političnega protesta, kar je bilo pač včasih, je to preraslo zdaj v praznovanje. To je zdaj naš praznik in ja, seveda se gre to še za politiko, ampak glede na to, da se je situacija izboljšala, da radi praznujemo to, kar imamo in to, kar še bo. Ljubica, ti si v bistvu tukaj danes prvenstveno zakaj? Zaradi žura, zato da koga mnoga spoznaš, da mene vidiš, ne vem. Predvsem zaradi to, da tebe vidim. Ne, ampak ja, seveda zaradi žura, zaradi tega, da delimo ljubezen, da delimo veselje, kakorkoli že. Mislim, da uzračujemo ljudi samo s tem, da smo v kostumih, da mahamo karkoli že. Tako da ja, da delimo v bistvu ljubezen, veselje. Do tega, kar smo, da tudi drugim dopuščamo to, kar so. Je pa res, da tako bom rekel, takšnih ekstremnih stylingov, kot je tvoj, pa mogoče teh tvojih prijateljev tu jih pa letos nisem videl veliko. Kako to? Ja, ne vem, očitno smo letos samo mi, ne vem. Kaj fora misliš? Zato, ko ljudje imajo radi svojo individualnost in to je pač naš izraz individualnosti, medtem ko drugi pa pač to na svoj način pokažejo, ne. Tako da mi smo predvsem tle kot entertainment, kot veselje. Ostali so pa pač opazovalci, na svoj način delijo pač ljubezen. Daj mi ti povej, Ljubica ali Ljubček moj, potem ko do konca intervjuja, tebi so všeč kaj, punce, moški, oboje, kje smo tu glede tega? Mislim, načeloma družba sama bi me identificirala kot geja, ampak sam se ne vidim kot tega, se identificiram kot queer. Načeloma so mi všeč moški, ampak kaj veš, ljubezen se lahko najde kjerkoli.
In v Sloveniji biti queer, recimo, se ti kaj dogaja? Lahko greš kam, kjer se zabavaš, imate klube, dogodke ali pogrešaš to, pa moraš tujino hoditi? Ne, ogromno, mislim, sicer zaenkrat je en klub Tiffany, če se pozna, imamo kabaret, imamo predstave, tako da mislim, da je prostor, da se zabavamo, da se imamo fajn, da smo to, kar smo. Bi bilo pa fajn, če bi bilo več tega, ja, seveda, ampak Slovenija je majhna, pač mislim, da zadošča zaenkrat potrebam. Tega le vidim, tvojega prijatelja, on je kaj iz Slovenije, Hrvaške? On je Slovenc, ja. Lahko pokličejo malo sem? Kako mu je ime? Blaž? Lahko prideš malo sem? Ne! Mislim, a ti vidiš to? Ima najboljši styling večera, hodek, ljubica in ne upa pred kamero, ne? Boš mogla pa ti zdaj za dva govoriti. To mi še povej, kak je odnos, recimo, upaš iti tak, kako si zdaj, upaš iti na navaden dan med ljudi, ne na te vaše prireditve, na izvenserijsko, v trgovino. Čez dan, po mojem, mislim, upal bi si, zdaj ne grem zaradi tega, ker mi ni potrebno, ampak upal bi si, ne vem pa kakva bi bila reakcija, nikoli še nisem, bi pa ja, rad mogoče videl enkrat, ja. Kako imaš sporočilo za gledalce naše, ki recimo zdaj tebe gledajo pa si mislijo, what the fuck, Isto Gardner, imaš to nekega frika zraven sebe. Kaj imaš sporočilo za take ljudi? Sem frik, sem ponosen, da sem frik, ampak mislim, da s tem ni nič narobe, da vsi smo v bistvu pač malo čudni sami po sebi in da moramo to tudi pokazati navzven, če seveda pač ne škodiš s tem komu drugemu, ne. To pa je to, ne vem. Lej, v redu. Dame in gospodje, to je bila Ljubica Ljubček in upam, da ste uživali v njeni družbi, ne? Ja, mene je veselilo. Mene tudi. Mene je veselilo v vaši družbi. Lej, mene je veselilo, ne? Pridemo nazaj. Jaz sem se odkril tu Lady Gago, današnje parade. Naj malo o sebi kaži, ko si ti, šta radiš ovdje i zašto si ovdje, da? Ja sam Olja Grubić, inače sam iz Pule, ali završila sam Akademiju za vizualne umjetnosti u Ljubljani. Tu sam zato jer radim u Tiffanyju već više od 3 godine. To je ta klub? To je gay klub na Metelkovoj. Tu sam da bi slavila Pride, naravno, ali... Pa slaviš, mislim, slavite i samo sjedite, slavite. Mislim, slavit ćemo. Slavit ćete, aha. Pride Week je, tako da, Pride Month. Pride Month. I kaži mi, ti si isto si gej, lezbika ili si straight, ili si bi? Ja se ne volim labelati. Aha, dobro. Mislim, ne bi rekla da sam nad spolom, ali ne želim se stavljati u neke te predaličke. Znači si sve po potrebi? Ako nađem pravu osobu, nije bitno kojeg je spola ili... Dobro. Kaži mi sad razliku recimo u Sloveniji, na Hrvatskoj, recimo u Puli možda i u Ljubljani, kakva je razlika u pogledu na gej ljude? Mislim, u Puli je to dosta zatvoreno, zaklozetirani su ili se ne priča, a u Ljubljani je malo slobodnije ipak, iako mislim da bi trebalo se još više osloboditi. I što bi morali napraviti recimo gej skupnosti da bi postali enakopravni straight ljudima? Šta im još treba da naprave? Mislim, ne trebaju oni ništa raditi, nego straight skupnost bi trebala prihvatiti raznolikosti. Mislim, svi smo različiti, ali svejedno možemo zajedno živjeti. Sa tim ćemo završiti ovo, to je bilo dobro rečeno. Pulčanka moja, budi mi dobro i ako hoćeš možeš da se baciš u more, to je Ljubljansko more. Ako ne bih, hvala, u Puli je čišće more. Stario da napravimo da slavimo svi. Ne, na Kamenjaku je čišće more. Ok, hvala lijepo. Hvala. Ta svet pušča pečat na vseh nas. Tako na tistih, ki smo LGBTIQ+ osebe, kot vseh ostalih. Vsi iščemo svoja pribežališča, vsak dan se umikamo pred realnostjo. Dan parade je dan, ko se ne umikamo v svoja pribežališča. Danes je dan, ko avtentično živimo svojo realnost. In le sami bomo lahko poskrbeli, da bo vsak dan takšna realnost. Zdaj smo našli eno zelo simpatično punco, katere punca njena je pobegnala stran. Sestra! Pa zato pa je pobegnala bolj, vidiš. Povej mi, zakaj se je ona umaknila, ti pa ne?
Mislim, da zgolj ne mara kamer in fotoaparatov. Aha, ti si kdo? Adriana. Adriana, kaj danes počneš na Paradi ponosa? Ja, pravzaprav tukaj sem zato, ker sem hotela pač izraziti svojo podporo skupnosti, izraziti, da sem del te skupnosti. Ja, to je to. Kaj pa sestra je tudi ali je... Tudi. Tudi. Obe sestri sta Ja. lezbiki. Ne, sem jaz. A sam ti? Ona Ja. te pa podpira pri tem ali te... Ne, ona je pa aseksualka. Kak? Aseksualka. To pomeni kaj? Da ne zanima seks? Bolj ali manj. Čakaj, počakaj. Se pravi, tebi so všeč punce, njej pa nobeden. Točno tako, ja. To se odločiš, mislim, da si aseksualec. To si. Kako to mislim? Pa ti, to z prve roke mi lahko to poveš, ker ona ne more neprej, ker je šla, ne? Kaj ti je rekla, zakaj se je to zgodilo, da ni do ničesar? Pač ni. Tako kot nekaterim ljudem je všeč pica, drugim pomfrin, tretjim pa ni ne eno, ne drugo, ne? Zanimivo. Ti pa, Adriana, si rekla, da si ti pa všeč punce? Ja. Že od skos ali zadnje čase? Ja, od zmeri. Od zmeri. Pa kdaj si recimo to ugotovila, to jim povem? Ujej, to je da moglo mogoče biti. to pojasniš našim Ja. gledalcem, gledalkam, ko mogoče jim je nerodno to priznati ali povedati, ne? Mislim, da je bilo nekako druga polovica 8. razreda, ko sem ugotovila, da sem se zaljubila v eno sošolko. Misliš rekla, da učiteljico? Ne. Sošolko, ne. In je vedela ona to, sošolka tvoja? Ne, Ja, kak si pa pol? pač sem... Neuslišana ljubezen. Jaz se tako 3/4 planeta je heteroseksualnega, kaj čem. Povej mi še to, Adriana, na hitro. Doma vejo? Ja, In? čisto v redu jim je. So podprli? Ja. Kaj pa ti recimo, ko greš po ulici, skot ti si iz Primorske, skot si doma? Ja. Iz Solkana? Ja. Ja, vidiš. Ja, tam, ko greš po domačem kraju, ti vejo, da si lezbika? No, bolje to, da se komaj da prikažem iz hiše. Se ne upaš povedati javno tam, da si, misliš, da bi te grdo gledali v Solkanu? Sej ne toliko, da me kaj dosti briga, sem rada doma. Si rada doma. Kaj pa Ljubljani ti je pa všeč? Tu pa se počutiš bolj sebi enako? Da si rad tak, kot si? Mislim, zdaj, ko je Parada ponosa, je drugače, je zmeri bolj ali manj eno in isto. Aha. Adriana, zadnji stavek za gledalce naše. Ni važno, kakva je vaša identiteta, spolna usmerjenost. Mislim, da smo si konec koncev vsi enaki, potem da smo ljudje. S tem stavkom zaključujemo in Adriana, želimo ti vso srečo v življenju in da ostaneš še naprej lezbika, da ne greš v ono aseksualno stran, da ti ne boš žal čez 20 let. No ja, mislim, da se to ne bo nikoli spremenilo, pa tudi če bi se, pa briga. Ok, Adriana, hvala ti, ostani naprej tako. Čau. V zadnjih letih vidimo velik napredek v evropski družbi na področju boja proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti. Poglejte spremembe v Španiji, na Irskem. Pa vendar, če pogledamo napredek, recimo v državah v Latinski Ameriki, je v Evropski uniji še marsikaj potrebno narediti. Hkrati pa se moramo zavedati, da niso samo dobre novice v Evropski uniji, še vedno je preveč homofobije. Tudi v Sloveniji imamo tudi prikrito homofobijo, proti kateri se moramo bojevati. Kot je o homofobiji zelo dobro povedal dobitnik nagrade za mir, gospod Desmond Tutu, ne verjamem v homofobijo, ne verjamem v homofobična nebesa. Če bi obstala homofobična nebesa, bi želel biti na drugem mestu. Srečali smo dve simpatični punci, ki sta kdo? Živijo Estera, Lilija. Sta sestre, ne? Ja. Bravo. Estera pa Lilija. Ja. Okay. Estera, ti povej, kaj delaš na Paradi ponosa in zakaj si tu? Zato, ker podpiramo enake pravice LGBT community in zraven še uživamo in se zabavamo in smejimo. In smejimo. Smejimo. Ti mi razloži, letos gledam je ful manj nekih odštekanih stalnikov, kako to? To pa ne bi vedela, mogoče jih je pregnalo slabo vreme. Če je sonce cel dan bil. Ja, tega ni.
Ja, jaz sem vse razstalala že danes. Vidite pa kaj, vidite sta strejtike, ali sta lezbike, ali sta biseksualke, kaj sta? Jaz mislim, da to ful ni pomembno. To, kar si, kar čutiš in to je to. Ok, kaj pa ti boš rekel na to vprašanje? Lezba! Si rekel? Čakaj, kaj je Lilijana? Ja, njena številka je 070. Njena pa 090. Povej mi, Lilijana, ti, zakaj misliš, da je parada ponosa še vedno potrebna? Zaradi tega, ker še zmeraj ni čist svobodne pravice oziroma je še zmeraj nek stigmatizem do ljudi, ki so napačno, oziroma ne napačno, ampak drugače usmerjeni. Ne kot straight, ampak kot da čutijo do istospolnih ljudi neki. Medtem ko se pogovarjamo špila Leni Krevic in več od tega skoraj že ne more biti. Super je. Ja, super je. Kaj pa ti misliš, do kdaj bodo parade ponosa potrebne? Upam, da čim manj. Ampak jaz pa upam, da čim dlje, zato ker rabimo žurko. Ja, to je res. Ja, kaj se je odločil zdaj? Ja, s tem namenom, da se borimo za enakopravnost čim manj, ampak naj traja čim dlje, da potem, ko se doseže enakopravnost, da se samo uživa in slavi to enakopravnost. Pomišljamo povedati za gledalce naše, recimo tistih, ki sovražijo geje, sovražijo lezbike, pa reče, kaj ima, da se njih zapovedati? Tudi oni so kdaj sanjali o tem, da bi karkoli, ne bom zdaj rekla po televiziji, ampak Lahko rečeš, no? Da bi jebal z istmospolnim. Da bi kaj, da bi delal kaj? Da bi jebal kaj? Da bi jebal s tipom ali pa s punco. Ja, ste slišali, jebal bi s tipom ali pa s punco. Zadnji stavek z vajnih ust je? Ljubezen je neskončna. Ne, neskončna, ja, ok. Tudi Marija je bila nadomestna mati, nekaj je bil že transparent. Tudi Jezus je imel 2 očeta. Ja, tudi Jezus je imel 2 očeta. Hvala lepa, to sta bile sestri Estera pa Lilijana, ok. Lepa, da imamo fotko še, pa vas pustim na mir, ok? Hvala lepa. Zelo vesel in ponosen sem, da je Ljubljana vse od leta 2001 pokroviteljica parade ponosa. Torej, dame in gospodje, mi zaključujemo našo reportažo Parade ponosa in vam sporočamo, bodite to, kar ste, ne? Če radi fukate tipe, fukite tipe, če radi ližete pičke, ližte pičke, bodite to, kar ste, ne se skrivati, pridite ven z omare, kot radi rečemo, skratka, Lady Gaga je rekla, born this way, to, kakršen si, pač si. Ja, tako samo? Pokimi. Ok, kot sem rekel, pridite ven, bodite to, kar ste. Čau.